večer! A se imate lepo? A se imate lepo? Sami ste si krivi, kaj pa hodite na Viktorje. Ja, morda se bo zdelo malce čudno, oziroma slišalo se bo tako, ampak moram vam povedati. Meni se zdijo Viktorji super, super. In če mene vprašate, bi morali biti celo večkrat na leto. Saj kolikokrat pa imajo medijske osebnosti priložnost, da se tako srečajo, se malo pozdravijo, povohajo, posmejo. Čez celo leto vas imajo zaprte v tistih hermetično neprodušnih studijih, napeljani ste na slušalke, mikrofone, kot klop se vas držijo maskeri, kostumografi, vsi vas nekaj vlečejo, napeljujejo, na dan Viktorjev pa svoboda! S polnimi pljuči lahko zadihate družabnost. No in takrat lahko vidimo tukaj čudežne prizore. Nezdružljivo postane združljivo. Tam lahko vidimo Rosvito Pesek in Darjo Zgonc, kako modrujeta v tem, katera ima bolj neutralno bež kostim. Na drugi strani lahko vidimo od rdeče preproge utrujene lepotice, ki sedijo bose na tleh in igrajo križce in krožce na svojih mrežastih nogavicah. In to z mašinco za tatu, če se skregajo, da se ne da zbrisati. Spet druge lahko vidimo en prisrčen prizor srečanje dveh starih prijateljev. Marko Vozelj in pa Joško Potrebuješ si padeta v objem in si pokažeta dohodnine. A, stari moj, odkar ne pojem več pri vas, pogledaj to dohodnino, ja? V redu, ja, samo pri Ribič Pepetu ne boš pa nikoli nastopal. Pazi, fotograf gre, high six. Da enim vogalom lahko vidimo Potrča in Ladiko, kako žolčno debatirate o tem, kako je skrajni čas, da spremenimo ime Trotel Bobnu. Pa stari moj 2 leti sem že v redu, prvi 2 leti, razumeš, ko si en novinec v redu, nekako potrpiš. A zdaj po 4-5 letah, lepo te prosim, razumeš, da se režiser predvsem idere na tebe. Pa beri, Trotel, Boban. Ja, pa kako če tako hiter ne morem, čakaj malo zdaj, mali Afrika, en mali, ne, stop. Tu imamo glasbenike, imamo estradnice, imamo fotomodele, fotografe, znance znanih. In pa seveda, če pogledamo, vsak je bolj medijski in vsak večja osebnost. In tukaj smo včasih tudi mi, igralci. Stisneni kje v kakšnem kotu s kanapejčkom, ki smo ga mogli predtem zbiti z roke največjemu požeruhu, da je pol ure se že paseš, le ta je zadnji, ta bo moj. Pa v redu, no, na požri, kaj me briga, razumeš? Sami. Ker mi nismo osebnosti. Vsaka mis golaža, vsaka pevka, ki je zraven še ljubiteljica živali, je osebnost. Mi smo pa razcepljene osebnosti. V nas živi 1000 življenj hkrati, pri vseh luknjah nam siljovan. Zato pa vsi pravijo, glej, kaj igralca. Ti ta pa je malo, bežmo na to stran. Vidi ga. Ja. Ampak, dragi moji, zdaj pa vi sam povejte, zakaj pa potem vsi hočejo biti igralci, če je to tako? Ja, ste že opazili? Vsak stand-up komik, vsak, ki zna povedati 2 vica zaporedoma, ne da bi se zmotil, pravi za sebe, da je igralec. Mislim, zadnjič, na primer dokaz, pri tem Juretu pa Godlerju v tej oddaji, ki je zdaj vlad. Tanja Žagar, citiram, mogoče bom pa spet kdaj postala igralka. Ja, pravzaprav bi bilo zelo super, ja, super bi bilo. Pa kako spet postala, dragi moji, Tanja? Kako spet postala? Kdaj si pa že bila, lepo te prosim? In to zato, ker je v enem filmu, kot se je lisička svisu zavila čokolado. Dragi moji, igranje je garanje. Razumete, to je konstantno iskanje. Jaz sem od 7 do 10 sem mesarček. Od 10 do 12 sem kuharček. Od 12 do 2 sem kirurg. Od 2 do 4, razumete, do 4 sem mož, oče, sprehajalec psa. Od 4 do 6 sem delilec instant sreče v minutki. In od 6 do 11, dragi moji, sem sončni kralj, Ludvik 14. ali pa Hamlet, ali pa 3 sestre. Ja, ne gledajte, vse 3, ker imam akademijo, zmorem. Razumete, po tej teoriji, dragi moji, po tej teoriji sem jaz kirurg. Jaz sem 5 let delal na naši mali kliniki. Ja, kaj te mislite, jaz sem specialist za umetno dihanje. A imam prav, doktor Planinšek? Sam povejte, no, a imam prav?
Oprostite, gospa, to sem vas pa malo zamenjal. Ne, ta luč je zoprna. Oprostite, se upravičujem. Ja. Skratka, razumete vi to, dragi moji? In ko pridem zvečer, pozno po noči domov, razumeš, od 23 do 23:04 moram biti spet mož, tako pa je, če imaš mlado ženo, in pol se vržem, utrujen, kažval, na kavč, prižgem televizor, ki me nagovarja, oziroma moram poslušati polemike o tem, ali je kulturno ministrstvo sploh potrebno. Razumete, tako spremenim se v sekundi v Šarpeja. Ali smo igralci, umetniki, ali so to sploh delavci, ali so to navadni, razumeš, navadni pijanci, razumeš, razuzdanci, priklopljeni na državno dudo. To je grozno. Glej, gospa že kima, ne? Gospa, vprašanje je bilo retorično, veste? Retorično. Prosim? Ne, tisto je bil pa moj prijatelj Bakovič, malo manjši pa blond. Ja. Razumete? In ko po celem takem dnevu človek ne ve več, ali spi, ali bedi, ali je vse skupaj res, ali se mu samo zdi, včasih tudi zaspi. Biti ali ne biti? To je tu vprašanje. Je li bolj plemenito, da trpiš v strelici usode ali z orožjem greš nad morje zla in ga končaš z odporom? Umreti, spati. Umreti ali spati, biti ali tisto drugo, to ni več vprašanje, kaj ti pričenja se kviz, minuta do Drage. Z nami je nocoj kdo? Princ Hamlet. Princ Hamlet, princ, jaz sem pa dvorni norček. Torej, dragi princ, prihajaš iz? Danske. Danske. Se pravi, da je dekle, za katero se boš boril, Danka? Da. Žar oči in koža njemila nikdar ne. Razumem, ampak, a štekaš Danka? Da. Danka, vsak si izbere svoje. Torej, spremljata te mati Gertruda in duh tvojega očeta. Slabost imeti je ženska. Ja, v redu. Še preden je solza. V redu, Hamlet, v redu, seveda mati oče, fant je vendarle na televiziji. Dober večer, gospa Gertruda, dober večer. Ja, oče, te vidim, ja, čustva in alkohol so pogosto, ne, spregledana kombinacija. Dober večer tudi oče, zdrav duh v zdravem oklepu, tok, ja. Torej, dragi Hamlet, v polfinalu si premagal Polonija in si prislužil tolažilno lobanjo. Zdaj je na tebi, da se odločiš, ali izbereš izziv presenečenja ali steklenico vina, ki ti jo podarja vinarstvo Claudius. Claudi! O, podlež, prekleti na V redu, Hamlet, smo razumeli namig, torej izbral si izziv presenečenja. Prosim, če se pripraviš. Sponzor nocojšnjega kviza je zobna pasta Zob Felia. Nekaj gnilega je v deželi Danski. Odlično, Hamlet!